Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že letos 12. del našega rednega tedenskega komentarja novic. In tudi tokrat si bomo, kot ponavadi, pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot običajno se bomo tudi danes ustavili pri 4 različnih temah. In vkolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov, kot ponavadi navedene v samem opisu. Tudi tokrat slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Tako, tokrat smo na hitro obnovili format, zato se lahko takoj lotimo prve današnje teme. V naši prvi današnji temi se bomo dotaknili članka, ki je bil objavljen 24. marca na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com. Tu smo lahko prebrali, da je John Elkann poslal delničarjem Ferrarija pismo. V tem pismu je strnil vse uspehe, ampak tudi poraze iz sezone 2025. In verjetno med tistimi športnimi uspehi Ferrarija v lanskem letu ne smemo mimo prvenstva vztrajnostnih avtomobilov, kjer je Ferrari zopet osvojil znamenito dirko za 24 ur v Le Manu in na koncu osvojil tudi prvenstvo v tej kategoriji. Po drugi strani, v svetovnem prvenstvu Formule 1, so imeli verjetno eno izmed najslabših sezon v zadnjih desetletjih. In lahko bi dejali, da vztrajnostni prototipi in Formula 1 sta na različnih straneh kovanca, ki bi ga lahko imenovali Ferrari. Ampak tu ne smemo pozabiti na nekaj. Program vztrajnostnih prototipov pri Ferrariju je skorajda postranskega pomena. Res projekt nastaja v Ferrariju, ampak ne v skuderiji, temveč v ločenem oddelku. Šasije proizvaja Dallara. In konec koncev na progah za prototipe skrbi AF Corse. In poleg tega še neka skorajda pozabljena malenkost. Letos je dirko za 24 ur v Le Manu osvojil Ferrari 499P, ki je bil zasebni in ne tisti uradni, za katerega plačuje sam Ferrari. In to seveda postavi zgodbo v čisto drugačno luč. Skuderija Ferrari, ki nima nobene veze z prototipi, je res imela izjemno slabo sezono, ampak v skuderiji projektirajo, proizvajajo in na koncu tudi skrbijo za svoje bolide. In če se zavedamo tega, lahko razumemo, zakaj John Elkann, kot sem že mnogokrat poudaril, nima prevelikega smisla za avtomobilizem in še posebej motošport. A glavno je verjetno uspehe postavljati gor na piedestal, medtem pa poraze čim prej pomesti pod preprogo. Videli bomo, kaj se bo zgodilo letos. Mi pa pojdimo k drugi današnji temi.
Dva izjemno zanimiva članka smo lahko zasledili na spletnem portalu Planet F1. Prvi je bil objavljen 24. marca, drugi dan kasneje, 25. marca. V obeh dobimo dokaj nazoren pogled v vse dogajanje, ki smo mu bili priča v ekipi Audi. In tu gre za potrditev notranjih sporov med Jonathanom Whitleyjem ter Mattijo Binotto. Binotto ima praktično neomejeno podporo Döllnerja, predsednika samega Audija. In ko je prišlo do internega spora, je bilo jasno, da Jonathan Whitley mora oditi. A v drugem članku prihaja na dan še nekaj bolj zanimivega. Namreč sam Jonathan Whitley je s prstom pokazal na pogonski sklop kot najšibkejšo točko celotnega projekta Formule 1. In tudi to je kritika Mattiji Binotto. Pri vsem tem je najbolj zanimivo nekaj drugega. Na kanalu Veggersway smo tudi o tem govorili, ampak nisem prevajal in si prisvajal tistega, kar so napisali na spletnem portalu Planet F1. Sam sem svoja razmišljanja objavil nekaj dni prej, točneje 22. marca v prispevku Pretres v Audiju. In tu je zanimivo, kako lahko različni viri pridemo do čisto enakih zaključkov in kako mnogi drugi ne počno nič takega, kot samo prepisujejo in prevajajo ono, kar so objavili že pred njimi. A tu zaenkrat nismo taki. Poglejmo si, kaj sem pripravil za tretjo današnjo temo. V naši tretji današnji temi se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu Sport Bible 25. marca. Tu je govora o preiskavi FIA pri tovarniški ekipi Mercedes. Pojavili so se dvomi o regularnosti Mercedesa dvojni V17. Posebej, kar se tiče mehanizma prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. Kot vidite tudi sami, izgleda, kot da imajo pri pomožnih profilih neko vmesno stopnjo in da premik med obema skrajnima položajema traje več kot 0,4 sekunde. Ekipe hočejo pojasnilo, ali je pri Mercedesu vse regularno ali ne. Najprej je treba poudariti, da vsaka tehnična sprememba, preden je sploh vgrajena na bolid, je dana na vpogled FIA. Še ko ekipa dobi zeleno luč, jo lahko na progi tudi vidimo. In drugič, pravila so jasna. Mehanizem za dvig ali spust pomožnih aerodinamičnih profilov lahko maksimalno rabi 0,4 od enega do drugega skrajnega položaja. In tudi, seveda, najvišji in najnižji položaj sta lahko nekako zasidrana z vijakom, preko katerega se profil ne more premakniti. Ampak tu, verjetno pri Mercedesu, so dobili neke vrste genialno rešitev. Mehanizem lahko dvigne profil do polovice in nato pride v upoštev, naprimer, sila zračnega toka, ki pomaga profilu, da pride do tistega skrajnega položaja. Gre za mojo osebno interpretacijo. Namreč ni mi čisto jasno, kako bi zračni tok lahko pomagal profilu iti navzgor, kvečjemu navzdol, ampak
To je razlaga, ki jo v tem trenutku imam. Namreč, če gre za to sivo območje, bi lahko rešitev Mercedesa bila celo legalna. In pri FII bi morali priznati, da so zopet malce preveč pavšalno spisali pravila, kar je po eni strani zanimivo, po drugi pa nam kaže na nedoraslost ekipe pod vodstvom Tombasisa, ki so že drugič se zapletli v neljube situacije. A videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnje. Mi si pa še oglejmo zadnjo današnjo temo. Za konec pa kot običajno tista rahlo bolj postranska tema, ampak kljub vsemu upam, da tudi zanimiva. Na uradni spletni strani Formule 1 f1.com smo lahko 24. marca prebrali zanimivo novico. Kot mnoge druge ekipe bodo tudi pri Haasu na dirki za veliko nagrado Japonske imeli posebno barvno shemo. Ampak zanimivo je, komu jo bojo posvetili. Na obeh bolidih ekipe Haas se bo pojavil Godzilla. In to seveda pomeni, da ekipa Haas se močno približuje japonski popularni kulturi. Po navedbah samega članka so pri Haasu podpisali sodelovanje z podjetjem Toho, ki je lastnik avtorskih pravic nad tem znamenitim radioaktivnim kuščarjem, ki je prisoten na filmskih platnih že mnoga desetletja. Ampak mi, navdušenci, se tu moramo nekaj vprašati. Ali ekipa Haas s pomočjo Toyote postaja zmeraj bolj referenčna za japonsko publiko? Namreč do sedaj so bile to ekipe, ki so imele na primer pogonske sklope Honda. Ampak kar naenkrat izgleda, da tudi s takimi prijemi so pri Haasu tisti, ki bodo Hondi v srceh vseh japonskih navijačev prevzeli prvo mesto. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Meni osebno barvna shema z Godzillo se mi zdi nekaj posebnega. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.